Izteka se še eno koledarsko leto. Bilo je pestro in zanimivo in kot je običaj, ga je tudi tokrat krojilo vreme. To ni bilo prizanesljivo, saj tako hude suše, kot je bila letos, že dolgo nismo doživeli. In ravno pomanjkanje vode je v veliki meri krojilo letošnjo letino, ta je bila manjša kot pretekla leta. Je pa suša na drugi način koristila tistim rastlinam, ki za svojo rast ne potrebujejo veliko vode in so bogato obrodile, kot že dolgo ne. Kakorkoli, narava ima vedno prav in poskrbi za ravnotežje v našem življenjskem okolju. V današnji oddaji smo pripravili daljši prispevek o pomembnem jubileju Društva kmetic Litija in Šmartno pri Litiji, praznujejo namreč 20. obletnico delovanja. In ker je to zadnja letošnja oddaja, smo dodali še nekaj tem, o katerih smo poročali v tej sezoni kmetijskega mozaika. Na začetku oddaje si bomo ogledali nekaj prispevkov, kot že rečeno, ki so zaznamovali letošnje leto. Marca smo obiskali Mednarodni center za samooskrbo Poljčane, v maju smo znanim čebelarjem napovedali dobro čebelarsko letino, oktobra pa smo skupaj z vinarji nazdravili obilju grozdja in posledično vina. Hrana postaja vse bolj strateškega pomena in kot kažejo vsi kazalniki, se bo to stanje še bolj stopnjevalo. Zavedanje, da je doma pridelana hrana velikega pomena, je vse bolj prisotno, saj nasprotno pomeni odvisnost od drugih virov, ki pa so lahko vprašljivi. S tem se je že pred leti začela ukvarjati doktorica Ana Vovk, ki je na domačem posestvu uredila najprej učni poligon za samooskrbo, pozneje pa ga je zaradi njegovega razvoja preimenovala v Mednarodni center za samooskrbo. Leta 2010 sem se odločila, da travnik, ki je bil ves čas namenjen samo proizvodnji trave, spremenim v rodovitno območje. Cilj je bil, da pokažem, da se da na območjih, ki jih ima Slovenija veliko, to so travnate, gričevnate površine, tudi take, ki nimajo ugodne zemlje, namreč tukaj je zelo zbita glina, psevdoglej, to velja za neugodni tip zemlje, torej da s pomočjo novih znanj pokažem, da se da biti celostno samooskrben tudi na malih območjih, tukaj je samo 1,5 hektarja in da uporabim tehnike, kar tudi po znanstveni plati študiram, to je ekosistemske tehnologije in pa popolnoma naravne pristope za obdelavo prsti, kar pomeni brez obračanja zemlje, brez gnojenja, brez škropljenja in z močnim sodelovanjem z naravo, to je podpiranje divjih insektov, divjih opraševalcev in tudi seveda brez zalivanja, kajti zavedati se je treba, da vode dolgoročno ne bo dovolj, že zdaj je ni, zato nujno potrebujemo nova znanja in leta 2010, ko sem prišla po dolgem času iz Dunaja, sem se odločila, da sprobam znanje, ki ga imam neposredno v praksi. Zato je od leta 2010 do 2020 tukaj bil kot učni poligon, to bi lahko rekli tudi kot neko vadbišče samooskrbe, ki ima za rezultat na stotine učnih vrtov po šolah, po izobraževalnih zavodih. Tudi Slovenci so se masovno odločili za vzpostavitev vrtov, tudi tisti, ki jih prej niso imeli, kajti te tehnike, ki so tu razvite, ne zahtevajo veliko fizičnega dela, zahtevajo več razumevanja narave, to je, da narava lahko pomaga pri shranjevanju vode, pri razvoju organske snovi, humusa, naravnega gnojila, da rastline globlje koreninijo, da so bolj odporne, ne potrebujejo nobene dodatne zunanje pomoči v obliki škropiv in podobno. In ljudem je to dopadljivo. Delno iz tega vidika, ker danes ljudje nimajo časa za klasično vrtnarjenje ali pa kmetijstvo, ki na eni strani zahteva veliko vložkov, tudi veliko kemikalij, tudi žal uničevanja zemlje. Na drugi strani si pa ljudje želijo zdrave hrane. To je zlasti pokazal koronski čas, ko je bilo v hipu jasno, da nas nihče ne bo oskrboval, če ne bomo ali imeli sami nekaj, ali pa da bomo povezani z najbližjim sosedom, ki nam bo to lahko prodal.
In glede na to, da se je sprostil tudi čas, s tem, ko smo bili, pa delno smo tudi še z delom na domu, imamo vseeno privarčevan čas, ki ga ne porabimo, da stojimo v kolonah na cesti, lahko ta čas vgradimo v lastno samooskrbo. Zdi pa se mi tudi, da se je v tem času zgodil premik v razmišljanju, to je dvig na višjo raven zavedanja, ki temelji na tem, da samo z odnosom do sebe, do najbližjih, do narave, torej z enim takim poglobljenim odnosom lahko ostaneš vitalen. Vitalnost je višji naziv, kot pa samo biti zdrav. Če si zdrav, ni nujno, da si tudi vitalen. Vitalnost pa pomeni, da imaš motivacijo, energijo, da si upaš drugače razmišljati, da ne greš za črednim nagonom, da ne padeš v neko splošno razmišljanje, kar žal globalizacija želi. In vse to prinaša ta celostna samooskrba, ki je dejansko celotna revitalizacija samega sebe. V Sloveniji je čebelarstvo zelo razvita panoga in ima dolgo zgodovino, ki sega nazaj vse do prvega uradnega čebelarja Antona Janše. Zato ni nič nenavadnega, da s čebelami se ukvarja vse več ljubiteljev teh marljivih živalic, ki igrajo v naravi zelo pomembno vlogo. Eden izmed navdušenih čebelarjev je Jani Hostnik, ki gospodari na kmetiji v bližini Grilovca v Šmartnem pri Litiji. Čebelarjenja se je lotil na nekoliko drugačen način kot večina drugih in v pogovoru z njim je začutiti, da ima do njih poseben in spoštljiv odnos. Moje čebelarjenje je izključno ljubiteljsko, za osebno veselje, ker poleg kmetije in vsega ostalega dela mi to tudi ne omogoča, da bi se nekako zelo profesionalno s tem ukvarjal, pa tudi ni nek moj namen. Vse skupaj nekako dopolnjuje, to se pravi sadjarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo, vinogradništvo. Seveda je pa tudi vse povezano s problemi. Tako da zdaj, jaz mogoče malo širš vidim zdaj, ker vidim probleme iz vseh teh panog. Čebelari vidijo samo iz svoje strani, sadjari iz svoje, vinogradniki iz svoje. Zdaj, jaz moram pa zmeraj neke kompromise izbirati. Tako kot vidite, tlele sem pokusil vse ostalo, pa probam čim dlje puščati, nekako rečem, prva paša naj bo za čebele, potem pa za krave. Zdaj, v tem smislu, seveda, vsak pa dela po svoje. Zdaj, imam 3 različne vrste panjev. To so skladovni ali ažji panji tamle v tistem čebelnjaku, tle so nakladni panji, dobro, pa so tisti majhni, so neki prašilčki, to so neka švedska varianta panjev, potem so pa še LR, dvotretinski nakladni panji. Tako da nekako poskušam in bolj eksperimentiram, da vidim, kaj mi bolj odgovarja in kje se nekako družine bolj razvijajo. Tole je samo neko manjše stojišče, tlele blizu mojega doma, blizu hiše. Mi je nekako zelo priročno in tudi najbolj priljubljeno. Imam na 3 koncih, tudi neka to po 10-12 panjev na vsakem stojišču. Imam tudi gor manjši čebelnjak za 15 panjev, ampak nič izpoln. Nekako sem ugotovil, da če imaš manjše število družin na večjih koncih, je nekako boljše, kakor da jih imaš neko večje število na enem stojišču. Nekako bolj čebele delujejo, bolj se razporedijo teritorij in tudi prenos bolezni je tudi manjši. Zdaj, letošnja sezona kaže nekako dobro. Seveda ne moremo reči, da bo zagotovo dobra, ker vreme in vse te podnebne spremembe, to nas hitro lahko pride kakšna suša, ekstremna ali karkoli. Zaenkrat je bil do zdaj letošnje leto zelo ugodno, ker je nekako zima je dolgo vztrajala, sicer ne ekstremno mrzla, ampak skozi je vztrajala in celo pomlad, tako da je bil razvoj rastlin zelo tako počasen in ne tako kot prejšnja leta, ko je bil že januarja, februarja visoke temperature in je narava kar izbruhnila.
Potem so pa prišle v aprilu zmrzali in je vso rastlinje in sadje pomrznilo in posledično tudi seveda cvetenje. In zato kar nekaj let zdaj ni bilo praktično nič dobrih plaž. Za letos kaže do zdaj odlično in tudi panji se lepo polnijo. Zdaj le nabirajo cvetlični med, ki ga že kar nekaj let nisem točil, tako da upajmo na najboljše. No. Tlele okoli nas, se pravim, zdaj le nabirajo cvetlični med. Cvetlični med to je zelo širok, to so cvetje, ki jo od regreda do travnikov, v gozdu javori recimo zdaj le cvetijo, jeseni, veliko rastlinja, ne, to je to cvetlična paša, ki se predvideva, da bo zaključila čez kakšen teden. Potem nekako pride neko brezpašno obdobje, kakšnih teden, 14 dni, kjer imamo čebelari čas, da ta cvetlični med tudi iztočimo. Potem pa ponavadi pride gozdna paša. Tele lahko vidite, kako se sveti nov svež med. Kot vidite, tukaj nepokrit med, so celice še niso čist polne, jih še polnijo. Ko so pa celice polne, pa takole pokrijejo s takšnimi pokrovčki in potem je to tako kot konzerva, zaprto, fiksno in lahko čaka do zime, preko zime in s tem one vejo. In med mora biti čim bolj pokrit, to pomeni, da je med zrel in primeren za točenje. Lahko ga pa nekako tudi probamo iz njene prve posode, se pravi iz satja. Takole nekako, lahko tudi malo po čebelah. To imajo zelo rade, da se sladkajo. Čeprav imajo obilico tega. Kot sem rekel, letos med mislim, da bo. Lep, svetel, cvetlični med. Dober je. Ni jih veliko, ki vedo, da v občini Radeče, le streljaj od Sopote, v Zagradu, pridelujejo odlična vina. Že sama misel, da je tukaj v strmih bregih in ozki soteski sploh mogoče vinograditi, se zdi skoraj nemogoča. Ampak v Zagradu so vinogradi in še več. Tukaj prizadevni vinogradniki pridelajo odlična vina. Eden izmed njih je Janez Kmetič, ki iz leta v leto žanje uspehe na tekmovanjih, na katerih se kar vrstijo zlate medalje. Poleg tega, da je dober vinogradnik in kletar, je tudi somelje, torej ima dovolj strokovnega znanja, poleg izjemne ljubezni in delavnosti. Zdaj se nahajamo v vinskih goricah, Ostrovrharjevih vinskih goricah v Zagradu. To je edina vinska gorica, ki se nahaja v Zasavju, praktično še v Zasavju, edina, ki ima še cviček, ker imamo lahko še cviček, da lahko promoviramo s cvičkom, kjer hočemo, se pravi nekje na južnem delu občine Zagorje. Saj takoj ste mogoče že opazili, ki prijete, dol je emblem občine Zagorje. Vinske gorice se nahajajo v občini Radeče. In občina Radeče je z nami kar zadovoljna, ponosna na nas, ker mi pridelujemo tukaj dosti dobra, dosti bogata vina, pobiramo kar dosti velike medalje, tako da smo zmeri vsako leto ponosni na te medalje. Dobili smo letos tudi prehodni pokal, to je klopotec, ki še zdaj stoji pri našemu bratrancu na koncu te vinske poti. Pridelujemo ta osnovna vina, se pravi pridelujemo cviček, pridelujemo modro frankinjo, dolenjsko belo in še druga razna bogata bela vina, kot so Chardonnay, Kerner in tako naprej. Burgundec, sivi pinot, traminc in tako naprej še. Ja, da sem se začel jaz osebno ukvarjati z vinarstvom je nekako 25 do 30 let. Prej pa sta imela ta vinograd, osnovni vinograd, ki je dol oče in mama, ki sta ga obdelovala. Kasnejše razmere so pa tako naredile, da smo se širili, tako da imamo zdaj hektar vinograda, to je približno okrog 3000 trsov. 3000 trsov, delno imamo na terasah, delno imamo v vrstah. Stari del vinograda je še v vrstih, drugo smo spustili na terase zaradi lažje obdelave. Same košnje, škropljenja in takih stvari.
Pred leti, 2 let nazaj, smo vse skupaj postavili tudi v mreže za protitočno obrambo, tako da smo nekako kar opremljeni s tem, da nam ne dela škode, tako kot je delala škoda prej toča, pa ptiči, pa vse sorte je bilo, ne? Kar se je možno, da se zgodi v vinogradništvu. Lahko se pohvalim tudi, da imamo gostilno pri Čopu pod Kumu, kjer se točita 2 naša vina, to je Modra Frankinja in Cveček. Letošnja letina je bila zelo vprašljiva zaradi suše. Najprej smo bili skeptični, da sploh bo kaj, ker je bila taka suša, potem pa se je nadalo tisto deževje, ki je bilo v septembru. To je napolnilo te naše grozde, s tem smo pa izgubili pa na kvaliteti. Tako da kvantiteta je bila kar dobra, kvaliteta ni zatorej, ki bi lahko bila. Dočim na belih vinih je v redu, kaj je pa rdečih vin, pa ni taka kvaliteta, ki je bila pred leti. Osebno ne razmišljam, da bi se kaj razširil na kako drugo dejavnost, ker je že tako preveč dela. Imamo pa v okviru vinogradnikov Zagrada vsako leto tradicionalni pohod od Zidanice do Zidanice. To je nekako na koncu junija, začetek julija. Ta vinska pot se začne v vznožju doline in se gre po celi vinski poti, od Zidanice do Zidanice. Vsak dobi kozarec, ki ga odnese potem tudi domov. Kdor nima kozarca, seveda ne more degustirati, ne? Tako da zdaj imamo že, mislim, da 16. ali 17. bomo imeli naslednje leto tradicionalno vinsko pot. Vsako leto je večja udeležba. Ta pot je kratka, ta pot je dolga, naprimer nekakšnih 700 metrov, ne kilometrov, 700 metrov. Potem pa je na koncu ena taka kulturna zabava, malo popestritve. Lahko se tudi malo popleše, malo popije, kaj poje in to je to. To je, kot sem že rekel, v mesecu juniju ali juliju, konec junija, začetek julija. Vezani smo nekako na splavarjenje v Radečah, tako da imamo drugi vikend po splavarjenju mi to prireditev. V letu, ki se izteka, je Društvo kmetic Litija Šmartno praznovalo 20. obletnico delovanja. Njegova pot se je začela konec 70. let, ko je bil ustanovljen aktiv kmečkih žena, ki je kasneje prerasel v društvo, za katerega lahko rečemo, da je eno od bolj aktivnih v našem lokalnem okolju. Njegove članice sodelujejo na vseh večjih prireditvah in dogodkih v litijski in šmarski občini. Poleg tega pa je v veliki meri pomembno tudi izobraževanje in druženje članic, saj se vseh teh dejavnosti rade udeležujejo. Delo društva ali pa aktiva se ne razlikuje veliko. Društvo je recimo danes bolj samostojno, dočim kot aktiv pa smo v okviru zadruge delali. Aktiv je bil ustanovljen leta 1976. Takrat je bilo za kmečke ženske to nekaj izjemno prelomnega. Prvič, da smo kmečke ženske izstopile izza svojih 4 vogalov. Ustanovni zbor aktiva je bil na bivši pošti. Vodila ga je bivša direktorica zadruge Dentlova, ki je imela izjemen posluh za delo kmečkih žensk in tudi trudila se je zelo, da bi ženske kaj več znale. Ker prej niti nobene priložnosti ni bilo. In na tistem ustanovnem občnem zboru smo imeli tudi prvo predavanje. Predavanje o higieni mleka, ker takrat se je, ko mi dobro začela oddaja mleka. No, potem pa smo kar hitro prišli na dejavnost aktiva. Prva razstava je bila v Ponovičah, cvetlična razstava. Potlej za naslednjo leto smo se že zmenili za kulinarično razstavo. Moram reči, da so bile ženske izjemno navdušene, nobenih problemov ni bilo, če si rekel, tokle ženske rabim za tole, tokle za tole, ampak skozi je pa stala zraven zadruga. To moram pa reči, ko smo se pripravljali na kakšno razstavo, to so vsi v upravi delali
zraven. Tako prijetno je bilo. Prijetno je bilo delati. Nisi se počutil zapostavljenega, tako kot prej, kad ti je bilo narodno, če si sploh prišel noter v urad. Pridobivaš na samozavesti. Moram še to reči, da v okviru aktiva je sodelovalo vseh 5 krajevnih skupnosti. Pa moramo reči, da po eni strani je bilo tudi malo težje, ker takrat ni bilo še nobenega telefona nikjer, da smo vse s pošto obveščali ženske, ampak je šlo. Vse krajevne skupnosti, to so razbili na manjše dele. Zato so rekli, da se bo lahko čim več žensk v okviru svoje krajevne skupnosti, da bojo sodelovali lažje, no? Zato. Čeprav po eni strani je to bilo boljše, po drugi strani pa, ko danes pogledam, če dalje manj je žensk na kmetijah, je pa že kar postanejo težave z organizacijo kakršnekoli prireditve. To bo današnja predsednica povedala, je dosti več dela kot samostojna predsednica. Jaz sem pa le imela podporo pri svetovalki. Bivša svetovalka Nada je bila izjemna svetovalka. Vedno na dosegu, kadarkoli sem jo rabila. Je bilo prijetno delati. Moram še to povedati, da smo se kar hitro organizirali in smo šli v tujino na ekskurzijo. Takrat smo šele videli, koliko smo mi odzadaj. 100 let smo rekli, da smo odzadaj. Ampak za nami so šli pa kar hitro tudi moški na isto lokacijo. In lahko rečem, da takrat si je pa začel, ko smo videli v tujini, kaj se lahko tam naredi. Pri nas so bili kmetje preveč zapostavljeni. Tako zapostavljeni, da ko se danes spominjam nazaj, pravim, ne vem, kje smo našli toliko potrpežljivosti, pa da smo zdržali. Danes mladi ne zdržijo toliko. Vse skozi matematiko gledajo. Ja, jaz sem začela leta 2000. Bile so volitve, ne, in Marija je tudi že toliko let bila, da so pol rekli, da bi pač ena druga prevzela, ne. Pa sem pol bila do 2012, 3 mandate. Sam lahko pa rečem, da takrat nas je bilo kar malo več v društvu, zdaj nas je kar precej manj. Pa tudi med mojim mandatom 2006 smo imeli tudi Marijo za kmetico leta, je bila izbrana, ne. Pa glih tako smo sodelovali na lokalnih teh prireditvah, pa čeprav je tega zdaj veliko več, ni bilo nič veliko drugače. So se kar, je bilo kar treba, ker tudi čez različne prireditve, da si jih glih tako dobil, ne, da je bilo treba kaj speči. Ekskurzije so bile glih tako prisotne, te kakšni tečaje smo imeli, predavanja. Občina nam je pomagala tudi, bili so te razpisi, tako da smo vsak let dobili sredstva, ne, za društvo. Mogli smo predložiti pač tiste račune, pa tako naprej, kaj smo vse delali, da smo bile upravičene, ne, do sredstev. Svetovalna služba je pa tudi kaj pomagala, ne, samo zdaj je tu spet, tudi takrat je že bilo, so bili teli drugi razpisi, ki imajo malo več dela, ne, na svetovalni službi, tako da, kar je pa večjih stvari bilo, so pa tudi pomagali, ne. Na kakšno tole strokovno ekskurzijo smo se zmeraj fajn imeli. Pol na občnem zboru, ki smo imeli, smo malo poklepetali. Vem, pa tudi kakšno fajn predavanje je bil tudi kar dosti, če je bil zanimiv, ne, se tudi kar smo pol še razpravljali tako, pa jaz bi tako, pa vse sorte. Ja, društvo zdaj šteje 41 članic, Litija Fašmartno.
od tega je najbolj to problem, ker so že vse starejše, ker ni nič mlajših. Nekaj imamo mlajših, ampak te v službo hodijo, pa se pol težko udeležujejo vseh teh stvari. Ker imamo pa kar precej zdaj aktivnosti. Če začnemo kar recimo z januarjem, no ta januar je ponovadi najbolj prazen, ampak gremo pa takrat na zimovanje v Strunjan, ker Zveza kmetijstva organizira in če se hoče katera udeležiti, no se to je, ni zastonj, ampak je za plačati, ampak je pa prijetno zimovanje takrat. Pol februarja imamo zmerom, je že pust tukaj, se udeležujemo tudi razstave krofov. Ja, marca so pa tudi prazniki Velika noč, takrat imamo tudi sestojnice, imamo zdaj vsako soboto, ima društvo. Takrat je pa, to se pravi, ko je Velika noč, spečemo pa več stvari, potic, ali pa tudi je malo za razstavo, ali pa tudi za kupce, ne, da kupujejo. Pol je pa april, imamo pa zmerom ekskurzijo. To je pa, ponovadi organiziramo zmerom z enega konca v drugega, ne se selimo. Tako da smo že kar precej ogledali Slovenije. A ja, v maju imamo ponovadi kar precej dela doma, ker je košnja pa to. Zato se poli že v juniju pa začnemo spet s kakšnim tekmovanjem. Gremo tudi na državna tekmovanja v okviru teh kmečkih iger. Bili smo tudi na kmečkih igrah na Polšniku. Od junija imamo tudi poticijado v Gabrovki. Tam tudi sodelujemo. Ja, no, potem imamo pa, če je pa v jesen, imamo pa tudi ekskurzijo. Letos smo bili v Jeruzalem, to je bilo res lepa ekskurzija. Videli smo veliko novega, tudi se naučimo se s tem marsikaj, ko gremo pogledati tudi v kakšne rastline, v kakšen rastlinjak. Ja, oktobra smo imeli pa šmartno kuha. To smo pa govovo juho kuhali, pa ajdove žgance zraven. Imeli smo tudi pecivo. Novembra smo imeli tudi v Šmartnem, smo pa palačinke delali, pa pecivo smo imeli. To je bilo pa za šmartski sejem. V decembru bomo imeli pa razstavo poprtnikov. Zdajle 15. imamo tudi, je delavnica, če se bo katera udeležila, ker ene že znamo, ene pa še bi se rade naučile, zato so organizirali v muzeju delavnico za poprtnike. 20. imamo pa razstavo poprtnikov. Decembra je bilo miklavževanje, smo imeli tudi svojo stojnico, poleg drugih stojnic je bila naša s pecivom, pa sparkalni, pa take stvari so bile naprej. Udeleženke pokličemo kar po telefonu, zdaj si že kar naprej vemo, katere, ker vse ne morejo sodelovati zmerom. Je nekaj takih, da je bolj aktivnih, nekaj pa tudi se tudi ne morejo vse. To se pravi, za naprej si najbolj želim, da bi še naprej tako šlo, ampak da bi dobile novo predsednico, ker zdaj to se pravi, po 9 letih se lahko že kaj zamenja, da pridejo mlade bolj, pa da tudi, ker mlade so lahko bolj ustvarjalne, da bi mi to pustile. Ja, v prvi vrsti se moramo zavedati, da je to društvo, ki praznuje 20-letnico, da ima že kar močno podlago na tistih aktivnostih, ki jih je peljalo pravzaprav aktiv kmečkih žena, ki je bil ustanovljen, rekla najbrž že konec 70-ih let, začetku 80-ih let. In takrat sem jaz pravzaprav tudi se spoznala najprej s temi ženami, dekleti v okviru aktiva kmečkih žena.
In jaz mislim, da je obvezno treba pravzaprav upoštevati to dejstvo, da so bila izredno aktivna že takrat, v tistih letih, se pravi, to je že sedaj 40 let nazaj, da so pravzaprav bila prav ženske, dekleta tiste, ki so usmerjale tudi razvoj kmetij na našem območju v tistem času, kajti vemo, ni bilo interneta, nisi mogel iti po znanje na internet, pogledati, prebrskati, temveč so s tem, da so sodelovali, da so se vključevali v najrazličnejša izobraževanja, da so pravzaprav organizirali številne ekskurzije, ki so imele en poseben namen, in sicer namen, da so se ogledovale dobre prakse in da so te dobre prakse dejansko prenašale na naše okolje. Tam, kjer so bile takšne aktivne ženske, kjer so res sodelovale v tem aktivu, ki so hodile, bom rekla, po znanje drugam, ven, in to znanje prenašale na domače kmetije. Tiste kmetije so potem res rasle in bile razvite. In še ena je pomembna zadeva je bila kmetije, kjer so imele prirejo mleka, recimo, ne, se mi zdi, da so tudi tam je bilo tega udejstvovanja kmečkih žensk potem tudi v društvu ali pa v aktivu več. No, in tako da mislim, da so kmečke ženske, kmetice z območja Litije, Šmartna, pravzaprav zelo zaznamovale, bom rekla, kmetijstvo, pa tudi ne samo kmetijstvo, sploh družabno življenje, bom rekla, na vasi in v Litiji v tistem času. Vsa društva, ki delujejo na območju naše občine, imajo težavo za vključevanjem mladih, in tako seveda tudi pri teh društvih, kjer so vključene podeželske žene. Kako jih privabiti? Jaz mislim, da največ s programom, najbrž bo potrebno tudi kakšen inovativen, poseben program. Je pa res, da so to, kar smo ugotavljali pravzaprav že tudi včasih, ne, da te mlade gospodinje, mlade žene, mlada dekleta so zelo zaposlena, ne, in v bistvu nimajo toliko časa se udejstvovati in hoditi recimo na različne sestanke, predavanja in kamorkoli. Potem, ko otroci odrastejo, v bistvu v tistih letih, to je pa že kar blizu 50-ih, so pa potem spet pripravljene, da se vključujejo v društvo, ne. V tem je najbrž tudi težava pri kmečkih društvih. Ampak jaz upam, no, tudi miselnost se tudi že spreminja, na splošno se spreminja miselnost. Ljudje se že bolj povezujejo z naravo, z lokalno pridelavo in imamo zdaj že veliko takih mladih družin, ki pravzaprav jim pomeni že tudi življenje na kmetiji, bom rekla, že ena dodana vrednost, ne. Jim je bolj to pomembno, kot pa recimo, da so nekje v mestu, blizu določenim lokacij, blizu trgovin, jim več pomeni to, da so lahko v naravi in jaz verjamem, da najbrž se bo tudi to spremenilo tudi na našem območju.